Kje si pa v seriji bil, bolj centralna, sever, okoli Alepa? Raka. Če Raka, koliko je to od Alepa? To je gor, v bistvu praktično ob turški meji. Aha. Ja. Tam, ker tudi Turki, a veš, pa Sirci so zelo... Bližje Mediteranu ali bližje notranjosti, proti Iraku, ja. Mislim, tako je, ne. Kakšne so pa sploh ceste tam? Od iraške meje. Kaj? Ceste do tja so bolj tako, ne? Niso kakšne. Kar v redu, ni A so? bilo slabo, ja. Ni bilo slabo. Jaz sem pričakoval slabši. Je pa res, ne, da kad ti prideš iz Iraka, severnega Iraka, to je pač Kurdistan, ne, Kurdi so tam. Mislim, Kurdistan. Tudi v Siriji? Ja. Sever Sirije so Kurdi. Kad ti prideš čez mejo, ti je vse jasno, zakaj se tam zajebavajo, ne. Zato, ker je na vsakih 100 metrov je naftna pumpa, ne, nafta, ne. In črpajo na polno skozi, kljub vsem pač problemom, ne. Sem prav, a si ti že predtem bil kaj v Siriji? Ne, prvič sem. Aha. Kaj pa v Afganistanu? Sem bil pa pred 15 leti, takrat, ko je bilo konc ruske vojne. In je bilo bistveno bolj sproščeno in bolj svobodno kot zdaj, ne. Takrat te je tudi nekdo poslal? Ne, takrat sem šel pa sam. A ja? Ja. Za lastno dušo? Ja. Prav sam? Za dušo, pa delati sem šel delati ene afganistanske zapore, pa v bistvu sem šel delati eno ful dobro zgodbo, ki je še zdaj aktualna, o Džingis Kanu, ker so odkrili britanski znanstveniki so odkrili, da je v bistvu da je večina afganistanske populacije izhaja iz enega človeka in to je Džingis Khan. Ja. Mislim, in iz njegove veje, ker je on imel, ne vem, 300 žen, pa ne vem, 200 ljubic, pa ne vem, koliko je imel desetine otroka, ne, ker je pač, in so nekako pogruntali po genetskih raziskavah, da pravzaprav se vse konča v tistem času, ko je on živel, in s tem vsi izhajamo isti gena, ne. In je v bistvu cel tisti konc, je pravzaprav so njegovi potomci, tako ful zanimiva študija, tako svetovno zanimiva, jasno, in ko smo to, sem šel po eno pariško agencijo to delati, pač te potomce Džingis Kana, ne, Hazari, ne, to je tam gor, Bamjan, tam so bude razstrelili pol talibani, ne. A kje si šel, nisi? Ja, sem. Si? Ja, seveda. Kako pa zgleda, ker boje, da so tisti kosi še celi, kolikor toliko, ne? Ja, ne, nič ni celega. Jaz sem šel glih te, ne vem, 2 leti po tistem, ko so razstrelili, mogoče 3, ne vem, zdaj to. Ja. Ne, nič več ni noter. Ne, noter ni, ampak dol tisti kosi, ki so padli. Ja, pa neki leži tam, ja. Nekaj razpravljajo, da bi obnovili, no, ampak prav kmalu ne. Mislim, no, ja. Kako so pa ženske? So še zdaj zamotane do Amena? Ja, takrat so zelo, ja, na zadnjem, ko sem bil, ne, to je 2 leti nazaj, 3, pred korono, tik pred korono. Mislim, da sam voziš se lahko samo v blindiranem avtu, skozi imaš te red alert, white alert, in smo imeli enkrat white alert, v bistvu moraš, ne smeš se pol več premikati, če je white alert, to so vsi beli, mislim, pač, bom rekel, ekspati, ne, ekspati so vsi nekje na istem networku, bili takrat, zdaj ne vem, kako je zdaj. Zdaj se menim, da bi šel spet, ker me zelo zanima, kako je pod talibani in zgleda, da bo prišlo skozi, no. V enem letu, recimo, upam, no. Takrat je bilo pa tako, ne, skozi so bombe pokale, skozi je bilo neki, sam bolj, ne, kaj se vem, mi smo bili v temu compoundu, kjer smo živeli, je bila to ena taka oaza, 8-metrski zidovi, gurke, ne, ti Nepalci so nas stražili. To je bilo tako, čez 3 checkpointe si šel, a ne, so avto pregledali, psi za eksploziv, če si šel not ali pa ven, a ne, to je bilo cela procedura, ne. Hodili so celo noč.